24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše. Pozdravljeni v Kuhinji za najboljše. Danes bomo predstavili deželo, ki je po velikosti nekako približno toliko podobna kot Slovenija, in pa deželo, za katero pravijo, da je uspela iz puščave narediti zelo veliko obdelovalnih površin. Seveda, govorimo o Izraelu. In z mano sta Alma in Lior. Hi. Hello. Naj povem dragim gledalcem, da Lior je Izraelec in Alma je Slovenka. Alma, vidva sta poročena. Tako je. So, Lior, love must be the thing that brought you here in Slovenia. That's correct, yes. Big love. Big love. Exactly. So how long are you here in Slovenia? 5.5 years now. Super. Can you tell me what are we going to cook today? So today we will make hummus and tahini, which are typical dishes generally served in Middle East and also of course in Israel. This type of food is usually can be served with every part of the day, breakfast, lunch, dinner, with almost any type of side dish. The second dish that we will make will be kube. These are wrapped meatballs cooked in a mangold soup. These both of the dishes that we are making today are typical, a more traditional Jewish type of food. Israeli food is a wide selection of Jewish communities who came from all around the world, bringing with them their kitchen, their habits, their culture of cooking, and in Israel it was a bit transformed into more Western type of eating. Oh, thank you. Cooking. Lior, I'm curious. You don't wear any aprons, but Alma does. Well, today Alma will do the cooking. Sometimes the student is better than the teacher, and when this happens, you need to learn to take the step back and let the better hands do the better work. So, Lior, see you later when we will taste the food. Okay? Of course, looking forward. Okay, me too. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše. Torej, Alma, ti si danes vodja kuhinje, jaz bom tvoj pomočnik. Recimo temu tako. Ja, izraelska kuhinja je meni popolna neznanka. Prosim, kar povej mi, kaj naj te prvo primem, kaj naj naredim, pa kako naj naredim predvsem. Ok, začela bova z humusom. To je res ena taka jed, ki bi rekli, da je najbolj tradicionalna. Pač nobena izraelska hiša in ne manjka humus v hladilniku. Tako da zdaj bova pripravila nekaj, kar je tipično za vse družine, ne glede s kje so prišle recimo v Izrael. Tako da začnemo v bistvu s praženjem sezama, da pripravimo tahini, da naredimo sezamovo pasto v bistvu. Načeloma lahko tahini kupimo. Te stvari je v Sloveniji včasih kar težko kupiti, ne? Tako je. Jaz v bistvu mi dva načeloma prinašava veliko hrane, ker iz Izraela. Ja. Naši kovčki so napolnjeni s hrano ponavadi. Je treba paziti, da ne zažgeš sezama, ampak samo da ga pregreješ, da zadiši, da dobi tisti okus. Tako je. In potem predvidevam, da ga bova zmiksala in vmes dodajala olje. Tako, da narediva kremo, gosto kremo. Morava narediti nek tak tekoči peanut butter. Odvisno, tahin je načeloma v Izraelu zdrobljen z enimi takimi velikimi mlini iz kamna, tako da je v bistvu pasta čisto rahla. Naša ta domača pasta bo v bistvu mogoče malo bolj gosta, zbita. Ja, tako. Jaz bom kar zmiksala. Prehranili smo vodo, v katerem smo kuhali čičeriko, da jo bomo v bistvu počasi dodavali, ker je čičerika bo čist... Čičerike niso kupila v pločevinki, ne? Tako je. Ja. To je kar en proces skuhati čičeriko, ne? Dan in pol namakanja. Tako je, nekaj časa traja, če hočeš. 2 ure kuhanja. Ja. Kaj en fižol v bistvu se dela z njim, s čičeriko pač se namaka, je dolg časa, da ona nabrekne, ampak se splača. Se splača. Razlika je očitna, res je. Tako je. Za humus potrebujemo 250 g čičerike, katero smo prej 36 ur namakali in 2 uri kuhali, 4 žlice olivnega olja, 1 žlico nasekljanega peteršilja, 2 žlici sezama, pol limone, kurkumo, sol in poper. Recept najdete na ave.si.
Zmiksan je v bistvu po želji. Meni je fajn, da je včasih bolj rahel, nekomu je fajn, da se čuti koščke čičerike, tako da v bistvu se meša po želji. Tudi v bistvu začimbe, kar se dodaja v humus, vsaka družina pripravlja to na svoj način. Nekateri s česnom, nekateri s kumino, nekateri z olivnim oljem, nekateri z bobom. Se pravi, dodatki humusu so res odvisni od okusa in od družine. Tako je. Mi da bomo naredila tahini. Mi podaš oljčno olje, prosim. Pa še jaz malo miksov. Hvala. Tako je v bistvu najlažji, tradicionalni način, kako se naredi slovenski tahini. Tahini je načeloma 100% sezamova pasta, tako da tukaj sam malo. Olja bomo kar nekaj mi porabila. Vidiš? Počasi se približujeva tistemu, kar rabva. Okay. Zdaj moramo vedeti, da je masa še vroča. Tako je. Tako da, ko se bo ohladila, bo tudi se zgostila, bo ratala gosta. Je pa tudi humus v bistvu malo topel. Ko ga v gostilni, recimo tam domači naročiš, ga dobiš zmeraj še malo toplega. Pa ta bob, ki sem govorila prej, ali pa čičeriko, če jo še posujejo po vrhu, je tudi malo tople. Tako da je v bistvu to fajn, ne vrelo, ampak tako toplo. Ne, ja. Super. Tale tahini je pa v bistvu ful zdrav, priporočljiv je za športnike. No, jaz sem brala veliko o tahiniju, kot sem prej govorila o humusu, da je nepogrešljiv del vsakega hladilnika, tudi tahini. Oni tahini uporabljajo tudi za omake, za solate, omake za meso, namesto, ne vem, kot mi damo majonezo v sendvič, oni dajo tahini v sendvič, recimo tako. Je nekaj takega. V bistvu presnavlja ga telo v 30 minutah, tako da je zelo za športnike in za evropsko prvenstvo. No, se pravi, ne tako kot majoneza. Tako je, recimo oni imajo ta tipičen del, ki je v hladilniku zmeraj je zelo bolj zdrav, no, kot pri nas. Povej mi, a bova zdaj midva šla kar na glavno jed, pa bova to pustila, ali bova to zdaj dokončala? Jaz bi to kar zmešala. Okay. V bistvu bi še limonin sok rabili, tako da bova stisnila še limonin sok. Pomagam? Lahko. Pa sol, pa poper za tahini. Narediva ga zelo plain. Se pravi, da lahko v bistvu potem, ko ga postrežemo na krožnik, dodamo začimbe še po želji. V vaši kulinariki koriander recimo ne uporabljate za take stvari? Pa tudi. Koriander je tudi značilen. Tipičen. Ja, res je težko reči, kaj je najbolj tipično v izraelski kuhinji in katere začimbe prevladajo, ker prevladajo dejansko vse. Odvisno, odkod je prišla tvoja družina. Tako, ali je to nek evropski kontinent, ali je to, ne vem, Južna Amerika, ali je to afriška kaka dežela. Tako da. Načeloma je razmerje 60-40, odvisno kako tahini v bistvu zgosti ali pa kako želiš humus imeti dejansko gost. Ne? A je to v redu? To je super. Ko mi čakam. To bo kaj na kruh namazala? To bova dala na krožnik, začinila, polila z olivnim oljem in potem v bistvu oni s kruhom to namakajo. Kruh je ena taka zadeva, ki si jo delijo, se pravi je na sredini mize, zmeraj krožnik humusa, ne dobiš tako zase krožnika humusa, ampak pride na sredino mize in v bistvu si vsi delijo ta krožnik. Povej mi, kaj ti jaz lahko zdaj pomagam že za glavno jed? Ok, v bistvu lahko prepražva čebulco, pa dodava konenček in blitvo in začnemo pripravljati v bistvu juho za naše mesne kroglice oziroma za kube. In koliko časa recimo pa drži takle humus v hladilniku? Maksimalno 3 dni. 3 dni? Ja. In potem jovo na novo? Tako je. Mi večkrat doma skuhamo čičeriko in jo zamrznemo, da je ta proces potem malo krajši, da ni treba vsakič namakati pa kuhati. Se pravi, rajška spiksne nekako zamrznemo. Kaj pa še kaj recimo, kaj tanskega, kar je značilno kot humus za Izrael? Ali pa te bom drugače vprašal. Pa rečemo, da jeva zajtrk. Oni nimajo nekega tradicionalnega zajtrka, kot ne vem, Angleži, Američani, da se točno ve, kaj se je. Je pa recimo kak humus dober za zajtrk, kak falafel je tudi ena malca. Imajo ta tradicionalen kruh svoj, pite. Pardon, boš probal, če ti kaj manjka.
Mislim, sam še malo limonce. Super okus. Kremast, tak. Sploh ne vem, kam bi ga dal. Ne, malo nenavadno je. Nam sploh, ja, prav res. Prepražila bova korenček in tole čebulico. Tu korenček naribam noter. Ne kar tako na kolobarje. Tudi blitvo smo v bistvu narezali zelo, kar široko, lahko kar tako, ja. V bistvu je zelo preprosta jed, ampak pač ni veliko dela, mogoče pač edino s pripravo humusa, ampak za Kube je zelo preprosto, ampak zelo nekaj posebnega. Recimo pšenični zdrob pri nas uporabljamo veliko v kuhinji, nikoli pa recimo nekaj tazga pripravimo, še posebej ne slanga se mi zdi, pa z mesom v kombinaciji. Tako da recimo pšenični zdrob je nekaj zelo tipičnega tudi za Slovenijo, ne? Ampak nikoli ga v bistvu v taki kombinaciji. Jaz bom v bistvu pripravila kar testo za pšenični zdrob. Za juho z mesnimi kroglicami in blitvo potrebujemo 1 sesekljano čebulo, 3 korenčke, 1 šop blitve, pol decilitra limoninega soka, žlico in pol sladkorja, baharat začimbe, peteršilj in poper. Recept najdete na ave.si. Korenček pa čebulico sem zrezal. Zdaj jo pražim. Tako je. Kaj pa zdaj? V bistvu zdaj dodava samo še blitvo, pripravljava krop vode, pač vrelo vodo, da vse to skupaj zalijeva in potem začenjava počasi z začimbami. Potem dam blitvo, zdaj sem noter in bo skupaj lepo prepražila. No, potem lahko mogoče samo vse sem, pa vrelo vodo noter sam, ja? Zanimiv način. Takole še nisem kuhal, veš? Oni imajo zelo zanimive načine priprave hrane. Imajo, ne? Ja. Enkrat so Liorjevi starši bili na obisku in je mama nam pripravila eno stvar, ki je potem še jajca kuhala. Pač pri njih v petek se kuha tradicionalno to šabat večerjo za vso družino. Ob sobotah se načeloma ne bi prižgalo elektrike in naj se ne bi nič delalo. Tradicionalne družine imajo take električne plošče, na katere pripravijo hrano v petek zvečer in potem se ta hrana kuha celo noč in je potem ta plošča topla še celo soboto in jo v bistvu jejo celo soboto vse, kar so pripravili v petek zvečer. Se pravi, ta jajca so bila kuhana, ne vem, 12 ur zdaj. In moj oče se je zelo smejal, kako lahko kuhate nekaj 12 ur, kar se skuha v 3 minutah, ne? Tako da, ampak to je njihov način kuhanja, pač ta slow cooking je zelo značilen. Kube se drugače lahko pripravi, mi zdaj z blitvo pripravljamo, lahko jih pripravimo z rdečo peso, meni je ta verzija zelo ljuba, ki mi recimo ne kuhamo veliko v Sloveniji z rdečo peso, razen solat. Zdaj pa še eno vprašanje. Zdaj si rekla šabat, praznik. Ima tudi eno posebno način prehranjevanja, ki se imenuje košer. Boš kaj več o tem povedala? V bistvu košer prehranjevanje izhaja iz pač judovske religije. Seveda, kot vsaka religija je pač ozadje tega, so neki zdravstveni razlogi. Pri košer hrani je v bistvu najbolj pomembno, da se ne je svinjine. Se pravi, ne je se svinjine, ne je se morskih sadežev, s tem, da se je ribe. In glavna zadeva je, da se ne meša mesa in mleka. Se pravi, ko jemo nekaj, kar je z mlečnimi izdelki oziroma s sirom, maslom, karkoli, ne jemo meso zraven in obratno. Čakaj, ne razumem. Prej si rekla, ribe jeste, morske sadeže ne jeste, oboje v vodi. Kje je tle zdaj spet en hakelc? Tako je, pač ribe se je tiste, ki imajo luske, škrge in plavuti. Se pravi, ne je se, ne vem, jegulj, pa soma, pa nekaterih rib. Pridružite se Urošu in gostom v kuhinji za najboljše. Tako, to mora biti ene take strukture kot testo podobno. S tem, da ko bova mešala, bova imela zraven zmer posodico z vodo, ker vidiš, da se v bistvu vse sprime, ne? Tako da če imaš mokre roke, je to zelo lahko oblikovati. V bistvu so dale noter samo olje pa vodo. Kaj pa tole, kakšne začimbe zdaj dam noter? To bomo zdaj, ko bomo prelili z vodo. Vodo smo že dali, vred? Ja. Super. Se pravi, ko prilijemo z vodo, začneva prvo z limoninim sokom. Rabava kar 1/4 kozarca limoninega soka. Ta juhta je taka sladko-kisla v bistvu. Se pravi, rabava limonin sok in rabava sladkor. To so te glavne sestavine, ki naredijo ta okus. Pol pa v bistvu uporabava baharat, jaz sem ga prinesla s sabo. To je v bistvu tipična začimba za pripravo kube. Alma, voda je zavrela.
Si rekla, da tole dava zdaj kar noter, ne? Ja, ponovadi bi kontra, ampak ta posoda zdaj nam je bolj všeč. Nam je bolj všeč, ja, ne? Ja, tako je. Lahko scediva v bistvu en četrt kozarca limoninga soka. Lahko uporabljava tudi limetko. Pa načeloma ima limeta malo drugačen Drugačen okus, okus. ampak vseeno lahko. Bova oboje uporabila. No, super. Bom jaz limone stisnil noter, pa limete. Ti boš pa Jaz bom pa meso pripravila, ja? moj vrt pocukala, Izropala. da ga izropega. Izraelci so znani po tem, da uporabljajo veliko enih zelenih stvari v hrani. Lej, tako da- imam jaz še eno dobro zeleno stvar zate, veš. Super. Boš še tole uporabila. Peteršilj, zelena in meta so tako na kilah uporabljene v enem tednu v izraelski kuhinji. A toliko velik? Ja, zelo veliko. Rabiš kakšno pomoč? A lahko čebulico se sekljaš? Rabava čebulico v bistvu še za meso, čebulica in peteršilj. Hvala. Načeloma peteršilja lahko uporabimo, sploh ga ni nikoli preveč. No. A Ne v moramo izraelski- dati preveč peteršilja, nikoli. Če bi bile te mesne kroglice zdaj vse zelene, to bi bilo čisto fajn. Kaj si dala tole? Ja, Nekaj sem od doma prinesla. ja nekaj sem videl, ampak lej, prehitra si zame. Kaj je bilo to? To je v bistvu to je ta baharat, ki je v bistvu mešanica začimb, najrazličnejših od cimeta do cvetov, vrtnic, do kardamoma, do muškatnega oreščka, popra. V bistvu, ko se jo povoha, se zdi, da je za slaščice narejena, vsaj meni. Taka sladka. In to je v bistvu tudi ta okus glavni te kube in te juhce. Pa recimo listi vrtnice so zelo ena taka netipična stvar v naši kuhinji. Recimo. Oni kuhajo veliko z listi vrtnice, z listi oziroma sokom orhideje. Tako ena najbolj tipična sledica je v bistvu iz orhideje. Tako da veš, ne, zdaj po najni vdaji bojo začele na vrtovih zginjati vrtnice, cvetovi vrtnic, pa boš vedela, zakaj so začeli zginjati. Pravi, v juhco bomo dali zdaj še paradižnikovo mezgo malo. Kaj pa začimbe v meso? Jaz sem v bistvu meso že začinila z baharatom. Kaj pa sol, pa to? Baharat, sol, poper. Kaj ti zdaj lahko začne kuglice delati? Lahko, ja. V bistvu ene take orehove. Alma, sladkor, da ne bova pozabila. Sladkor je res glavna. Meni je zelo zanimivo, tlele si dala noter limono, sladkor, me bo še s čim presenetila. S sladkorjem se v bistvu veliko kuha. Veliko je teh sladkastih okusov. Ne? Je lahko tako pekoče, pa sladko ali pa kislo, pa sladko. Začneva delati kroglice. No, deva. Okay. Kaj so rekli, rabimo vodo? Rabava posodico z vodo, tako je. Zmočaš siroko, vzameš podobno velikost kot meso. Narediš palačinkico. Če vidiš, če ni mokro, se vse sprime. Ne? V bistvu je to zelo preprosto, ne? Če se kaj raztrga, ne? Se v bistvu sam po domače zaštuka. Ta zdrob se lepo, ja, tako, zalimaš skupaj in ta zdrob se v bistvu zelo lepo oblikuje. Ne? Če je kakšna luknja, se v bistvu sam doda še malo zdroba in je to. Ampak je pomembno, da je v bistvu roka mokra in da je vse Vidim, ja. fajn zlimano, ne? Kaj je smešen občutek. Je, to ne? kar direktno kaj v uho dajo. Direkt v zdaj. juhco. Zmaga. Alma, Povej. sem slišal, da si bila ti včasih aktivna košarkašica. Tako Je je, to res, ne? tako je. To veš, da Slovenija zdaj gosti Evropsko prvenstvo. Seveda veš, ne? Seveda. Si kaj tako vpeta v košarko še? Kaj spremljaš? Pa v bistvu moj mož je, tako bi rekla, skoraj največji fan Maccabi Tel Aviva, ne? Tako da jaz gledam košarko vsaj 2-krat na teden, celo leto. Aha. Med prvenstvom pa ne dvomim, da bo na sporedu, no, cel čas doma. Ja, še zmeraj je ostala ta tako strast do športa in do košarke konkretno. Rada pogledam, seveda. Vprašanje na mestu. Za kjer ga boš navijala potem? Ja, jaz bom seveda za domače navijala, absolutno, ne. Upam, da ne bo nobene tekme, da bosta Izrael pa Slovenija igrala, ne. Da bom pol razpeta Ja, med ljubeznijo in športom. Ja, prav res. Kaj pa, lej, hipotetično, saj veš, igramo finale in mi zmagamo, ne? Okay. Kaj bo pol?
Ja, ne, Lior bo vesel. Lior je pol Slovenc, tako kot sem jaz že pol Izraelka, Lior je lih tako pol Slovenc, tako da bo lih tako vesel. Se pravi, Ja, mi dva imamo zdaj dva doma. Pač tako. ne zmaga boljši. Ja, absolutno. Super. V športu ne bi bilo zmer tako. Ne. Diši, tako bom rekel, ne vem kako fantastično, ker se mi tako voni meša, taki različni, ki jih v bistvu v življenju nisem čutil v enem trenutku v nosu. Tako da, lej, bom mi tole kar servirala. Ne vem. Humus v bistvu vzameš eno veliko žlico in ga razvaljaš nekako, da bo tako kot en kolobar humusa naokoli. Da ne bo on tako na krožniku, ampak tako veliko žlico in da bo razvaljen. A ga jaz veš, pa boš ti ukca. Evo, izvoli, to bi rad videl. Kar. To je pa še- tako pa zelo še mene pomembno v zanima, bistvu. Ne? Aha, Zdaj je ta stvar pomembna, ne? Da se v bistvu humus da naokoli. Tam ga dala še malo. poglej. Zdaj pa to na sredino. Zdaj Se pa pravi, vidim. ta sredina je prostor za kar si želiš. Kot sva se prej pogovarjala, humus se servira na različne načine. Mi sva postivali zdaj še čičeriko, tako da jo bo več čičeriko. Lahko jo z bobom, lahko jo s tahinijem, ki ga posebej sam tahini pripraviš, pa ga uliješ na sredino. Se pravi, ta prostor je na sredini za nek dodatek humusu, ki bi ga rad v bistvu. Začimbe, tle bova dala kurkumo. A je tukaj tudi kakšen poseben način? V bistvu ne. Tukaj je glavno, da imamo vse sestavine, se pravi kroglice mesne, pa blitvo. Torej, Alma, lej, kako si lepo naredila, ti moraš imeti, ne vem, delati v kuhinji, moraš imeti nek stik s kuhinjo. A je tako? Vse je že malo prej Lior povedal, ne? Jaz sem tista, ki imam predpasnik v navadi doma. Ampak ja, v bistvu z Liorjem sva s hrano povezana tudi poslovno, recimo temu tako. V bistvu odprla se projekt Odprta kuhna. Vsak petek najboljše slovenske restauracije in kuharski mojstri predstavljajo tako domačo tradicionalno hrano kot In tam pol tujo. črpaš vse Tako znanje. je, tam pač beležkice delam, pa seveda družimo se z največjimi kuharskimi mojstri in seveda od njih se največ naučim, drugače sem pa laik, totalen. Alma, kaj ne rečem, jaz bom tole samo sem postavil, takole, zgleda fenomenalno. Tako da v čast mi je bilo, da si bila moja gostja, da sem bil lahko tvoj pomočnik. Hvala ti še enkrat za resnično, bom rekel, zelo na široko si razložila kulinariko v Izraelu. Nikoli nisem točno vedel, kaj pomeni košer, zdaj vem, suvereno, noben problem. Okej. Tako da bi te prosil samo, če še po izraelsko razložiš, kaj si sploh naredila. Najprej meni je bilo v čast, da sva lahko skupaj kuhala prvič. Danes smo pa v bistvu pripravili kube in mrote v mangold, to je se pravi kube v blitvini omakci in pa humus gargerim, v bistvu humus s celimi čičerikinimi zrni. Zdaj bete avon. Torej, bete avon. Lior, kam? Yes. I like it. I made it. Hummus, great hummus. 24 gostov, 24 evropskih kulinarik, 24 držav udeleženk Eurobasketa 2013. Pridružite se Urošu in gostom v Kuhinji za najboljše.